Vlada se še sestavljeni, ampak NSI, Demokrati in Resnica so že pripravili zakon, ki naj bi pomagal gospodarstvu in ljudem. Ampak glej ga zlomka, spet zavajajo. Od tega zakona srednji razred ne bo nič. Prav tako od tega ne bo nič imel 750 tisoč zaposlenih, niti podjetja, še manj pa najbolj produktivni kadri. Toliko o razvojni usmerjenosti desnice. Zakonom pa pridobivajo normiranci, ki so že tako v ugodnejšem davčnem položaju v primerjavi z zaposlenimi. Predvsem pa s tem zakonom pridobiva tiste par ljudi, katerih mesečna bruto plača presega 7,5 jurjev. To so predvsem menedžerji. Dobivajo pa tudi lastniki kapitala, vezanega na nepremičnine. Da ne boste rekli, da sam kritiziram, ta zakon sloma eno idejo, ki je vredna razmisleka, to je začasno znižanje DDV na elektriko, zemeljski plin pa les za kurjavo. Ta zakon v resnici ne rešuje ključnih problemov slovenskega gospodarstva. Ne krepi konkurenčnosti in ne spodbuja produktivnosti. Predvsem pa ne izboljšuje položaja tiste velike večine ljudi, ki vsak dan hodijo na šiht. Ta zakon bo v proračun navrtal okoli milijardo evrov minusa. To pomeni, da bo tako na udaru zdravstvena pa pokojninska blagajna. In ko ti enkrat začneš prazniti javne blagajne, s tem odpiraš pot v amerikanizacijo zdravstva in v sistem, ki je zgrajen po meri bogate peščice.